Sva pred cerkvijo v Goriči vasi, to je pri Ribnici, je pa izrednega pomena za ohranjanje navadnih netopirjev. Namreč tukaj je ena izmed največjih kolonij oziroma skupin porodniških te vrste. Čez 1000 odraslih živali se nabere in je praktično edina od Kočevja pa do Ljubljanskega barja. Svojo službo ključarja sem prevzel za svojim očetom leta 1983 in od takrat skrbim kot varuh te cerkve za njeno vzdrževanje in obnovo. Bila je v sorazmerno zelo slabem stanju in takrat smo začeli tudi z obnovitveni deli, ki smo jih opravljali praktično in opravljamo že kar naprej. Zunanjost, notranjost, okolico. Imamo veliko srečo, da smo našli skupni jezik, pa predvsem veliko zanimanja in interes ključarja za ohranjanje netopirjev in nam pomaga tako pri lednih pregledih, kakor pri izredno sodeloval pri prilagoditvi določenih delov cerkve, zato da je manj onesnaževanja v njej z netopirskim gvanom, vendar pa netopirji so pa še zmeraj tukaj in zmeraj večjih. Kmalu po letu 2000 navezali stike in od leta 2004, 6, 8 in do sedaj redno spremljajo populacijo netopirjev, ki se praktično veča. Prva štetja so bile okoli 200 in so se povečevala na 400, 800 in zadnja leta že presegajo števila 1000. Tudi jaz, niti ljudje, okolica, življenja netopirjev nismo toliko poznali, da se samice netopirjev spomladi zbirajo v tako imenovanih kotiščih, v ljudskem žargonu. Govorim, da imamo v Goriči vasi vrh Zvonika porodnišnico netopirjev. In zato mi je z leti postala pravzaprav priljubljena, ker za ohranjanje te vrste, ki je kar dokaj ogrožena, se je treba tudi nekaj potruditi. Z netopirji pravzaprav ni kakšnega posebnega dela, ker hranijo se sami. Pospravljati za sabo pa niso najbolje naučeni, tako da jih v letnem času, ko se tam od maja približno, mladiči kotijo, je najbolje jih pustiti čim bolj pri miru, da rastejo. V jeseni, ko zapuščajo ta letna bivališča, netopirji z mladiči in se selijo v zimsko spanje, večinoma v gozdove, po jamah ali pa kakšne druge osamljene, take mirna zavetja, je pa treba za njimi pospraviti. In to običajno potem enkrat na leto s prijatelji organiziramo čistilno akcijo. Kaj pa pol naredite s tem gvanom? Pomagačem ga razdelim. In so veseli? Ja, pa še kakšen takem, ki so veseli, da imajo tako gnojilo.